Gremo sedaj naprej z eno zelo zanimivo temo, ki bo mogoče marsikomu odprla kakšno upanje, prelom vladavine prave. Ampak preden gremo k tej temi, bi nocoj z vami želel podeliti pogovor z mojim prijateljem. Ta teden me je nekdo ogovoril in rekel: "Glej, Mihael, varnostni svet v Združenih narodih ne deluje, ker če bi deloval, ne bi bilo vojne." Ta varnostni svet, pravi, je kot brezzobi tiger v tisti sobici in kot je rekel en, če se spomnite, visoki uradnik, ko smo gledali pravzaprav tudi tukaj en film iz Združenih narodov, ki je potem zapustil to organizacijo, da je v tisti varnostni sobi, kjer se dobiva varnostni svet Združenih narodov, beseda mir kot pepelka in tam v kotu tiha in osamljena čaka, kdaj bo prišel njen čas. Ker je bil ta uradnik včasih del te skupine, ve, da se v tej varnostni sobi pogovarjajo zgolj o vojni. Beseda mir jim je zelo tuja. Kaj predlagaš, Mihael? Nekaj časa sem razmišljal, to situacijo in to stanje sem poznal, pa sem mu rekel, da glede na trenutno stanje predlagam, če bi bil nekje, recimo, da sem se vživel v to situacijo, varnostni svet Združenih narodov, da se reformira, ker druge ni, ker ta obstoječi ne funkcionira, da se reformira tako, da bi bil bolj učinkovit pri preprečevanju in reševanju vojn, če je za to narejen s strani mednarodne skupnosti. In ena od možnosti bi bila reforma, da bi se število stalnih članic varnostnega sveta povečalo z 5 na 10. Trenutno je 5P ključ, 5 stalnih članic. To bi omogočilo, da bi recimo bile v varnostnem svetu zastopane tudi države, ki niso trenutno stalne članice, vendar imajo pomembno vlogo v svetovnih zadevah, na primer Kitajska, Indija, pa recimo Brazilija, bi lahko bile države, ki imajo nek primeren status za stalne članice. Slovenija dvomim, pa Fajonova to verjetno ne pride v poštev. Ampak druga možna reforma, recimo, ko sem razmišljal, bi bila, da bi se zmanjšal veto stalnih članic. Namreč veto stalnih članic v varnostnem svetu to so izvršni vodje 5P, kot smo rekli, to je 5 stalnih članic varnostnega sveta pri Združenih narodih, pa samo to, da jih naštejemo, se pravi, to je Kitajska, Francija, Rusija, Velika Britanija, Združene države Amerike. In glejte, od teh velikih 5P, katerakoli od teh članic lahko blokira sprejem resolucije varnostnega sveta. Tudi če so 4 za, če 1 proti, je stvar zablokirana. Takšno imajo stanje v pogodbi od same ustanovitve. In to predstavlja seveda velik problem zaradi tega, ker lahko prepreči, da bi varnostni svet sprejel ukrepe za preprečevanje ali reševanje vojn. In zdaj Amerika ima interes, z Izraelom, Amerika ima interes z Ukrajino, in ker je stalna članica od 5, da veto in vojne tečejo. Se pravi, gledajte, to je velik, velik problem. Ameriko bi bilo treba vendati, zamenjati ali pa narediti 10, pa da nek drug sistem, ker poleg teh 2 reform, recimo, o katerih sem razmišljal, bi bilo treba izboljšati delovanje varnostnega sveta tudi na splošno. Nisem strokovnjak za to, ampak vem, kako funkcionirajo v teh ustanovah. Malo sem si prebral tudi njihova pravila. Se mi zdi, da bi to lahko vključevalo recimo povečano transparentnost glede odgovornosti, kdo je za kaj odgovoren v varnostnem svetu. Če en človek reče ne, umira pa milijone ljudi, a veste, kakšna moč besede je to, kakšno odgovornost nosijo ti ljudje. In okrepitev glede generalnega sekretarja Združenih narodov pri vodenju varnostnega sveta. To se pravi, tukaj bi mogla biti vključena tudi, recimo po moji oceni, civilna družba in delovanje tega varnostnega sveta. Te reforme, po moji oceni, bi pomagale, če bi prišlo do njih, da bi bile korektne, poštene, ampak v tem današnjem svetu je to lahko samo ideja.
da bi recimo varnostni svet v Združenih narodih postal bolj učinkovit pri preprečevanju in reševanju vojn, saj gre za življenja. In to, kar smo zdaj slišali v tem govoru, je boleče, je hudo, zato da ti živiš z sosednjo državo, kjer ena država obravnava drugo z ljudmi, ki kot da niso ljudi in opravičuje njihovo ubijanje. Katastrofa. Glejte, treba je poudariti, da nobena reforma, ki bi jo izvedli v Združenih narodih, jasno, da ne bo popolna. Vojne so kompleksne in jih je težko preprečiti ali rešiti. Prepričan pa sem, da bi reforma varnostnega sveta vsaj delno prispevala k izboljšanju realnih možnosti za mir in varnost v svetu, če je s tem namenom že ta svet ustvarjen. In še nekaj specifičnih predlogov, recimo bi lahko Združeni narodi v varnostnem svetu sprejeli za izboljšanje svojega delovanja v zvezi z vojnami. En tak primer, o katerem sem razmišljal, bi Združeni narodi lahko vzpostavili malo trdnejše odnose z regionalnimi organizacijami, ki so odgovorne za ohranjanje miru in varnosti, da bi hitreje in učinkoviteje posredovali v kriznih razmerah, ne pa takrat, ko je že vojna, ne vem, teden, 10 dni, mesec dni, ki je že na 10.000 ljudi mrtvih in tako naprej. Tako da, ali pa je to vse namerno narejeno. Torej, Združeni narodi, kot sem rekel, bi lahko razvili bolj učinkovite mehanizme za zbiranje in analizo informacij, pa danes v času elektronike, kompjuterjev, interneta to sploh ni problem. O potencialnih vojnah, če se dogajajo, da bi se pravočasno odzvali na grožnje in na vse te vojne in holokaust in ubijanje. Razen, če jim je namen ubijanje ljudi, tako kot smo seznanjeni z depopulacijo, ampak v tem primeru je treba potem s temi ljudmi povsem drugače operirati, potem je treba tisto zgradbo zminirati, ljudi razgnati in bomo živeli res čisto drugo življenje. Zato, ker ta ustanova, če je narejena za mir in dela vojno, potem ne izpolnjuje svojega poslanstva. Dalje, ko sem razmišljal, bi morali krepiti svojo sposobnost za posredovanje v vojnah, ko sem rekel, če bi to šlo za ta namen, pa očitno ni. In to bi mogoče vključevalo povečanje števila recimo ljudi, ki se pogajajo za mir, ki jih imajo Združeni narodi veliko na voljo. Vse članice plačujejo enormne vsote Združenim narodom, da usposabljajo mirovnike. Ne, sam ob vseh grozotah, ki se dogajajo, globoko upam, če ravno nismo člani te organizacije, hvala lepa, da bodo pa kljub vsemu toliko pametni, da bodo sprejeli ukrepe za izboljšanje svojega lastnega poslanstva, če že drugega ne. In delovanja v zvezi z vojnami in da bodo poiskali, kot smo rekli na začetku, tisto pepelko tam v tistem kotu, pepelko miru, v tisti sobici varnostnega sveta. To bi bilo zagotovo dobro, to bi pomagalo, da bi svet postal bolj miren in varen kraj. Vendar je sedaj prepozno za takšna posredovanja, je potrebno proaktivno delovanje, nekajletno delovanje v mirnem obdobju in ne v času vojne vihre. Moje osebno mnenje je takšno. Kot sem rekel, v času vojne se ustave ne spreminja in v času vojne se varnostnega sveta ne spreminja, ker je dosti dela, da morajo mir urediti. V času pandemije in epidemije in v času divje realizacije nezakonitega globalnega projekta, kot temu rečemo, ene svetovne vlade, ki se sedaj realizira skozi agendo 2030, ki izčrpava celoten svet, izčrpava celoten planet, se mi zastavlja tudi vprašanje, če ni to tudi del načrta. Tako da to je bilo moje mnenje, odgovor, s katerim sva s kolegom debatirala. In sem rekel, želim to z vami predebatirati. Seveda, nekaj je tukaj zelo narobe, jaz mislim, in čas bo pokazal, ali sem odgovoril prav ali ne, ali sem odgovoril dobro ali ne, vendar prepustimo to prihodnosti. Zdaj pa vsi tisti, ki ste se kasneje priklopili, dober večer, in preselimo se nekoliko bližje zdaj v Evropo in znotraj tega poglejmo naš status in naše pravice tukaj. Gre se konec koncev za naša življenja, za življenja naših otrok. Ampak mi si moramo najprej sami te pravice izboriti.
Torej, danes bomo govorili o eni zelo zanimivi temi, o kateri verjetno ne razmišljate dosti. Pravice, kakšne imate vi pravice kot državljani EU in kot prebivalci Slovenije, recimo kot državljan Mihael, kakšne ima pravice kot državljan Evropske unije in kakšne pravice ima kot prebivalec Slovenije s stalnim prebivališčem v državi, ki je članica Evropske unije in košček pogodbene članice v Evropski uniji, kot je Slovenija, kaj pripada. No, če gremo tako pogledati, pravice državljanov Evropske unije in pravice prebivalcev Slovenije. Kaj je kaj? Dajmo malo ločati. To se pravi, državljanstvo EU je status, ki ga imamo vsi državljani držav članic v Evropski uniji. Državljani imamo, oziroma imajo, ker nas imamo, številne pravice in svoboščine, ki so zagotovljene s pravnim redom v Evropski uniji. Te pravice in svoboščine pa vključujejo, dajmo jih malo našteti, zato da boste vedeli, da bomo malo zaresonirali skupaj. Gre za svobodo gibanja in bivanja. Znotraj Evropske unije govorimo. Zdaj to razširite svojo, bom rekel, perspektivo, odmislite vse valute, ki smo včasih z njimi delali, pa vse potne liste, s katerimi smo potovali v Italijo, Avstrijo, Madžarsko, Nemčijo in tako naprej, tega ni več. Gre za enoten denar in gre za enotno ozemlje. Svoboda gibanja in svoboda bivanja. Razširite svoje. Jaz, če te ne bi imel razširjeno, nobenega dokumenta o covidu ne bi mogel izdelati. To se pravi, da lahko državljani Evropske unije, vem, da nimate potnega lista, tudi jaz ga nimam. To je fiktivn status, ampak pravno ta fiktivn status močnejši kot ta s papirjem. Tega s papirjem rabite samo za izven Evropske unije. Potni list. Ne? Se pravi, državljani EU lahko brez vizuma potujemo, živimo, delamo in se izobražujemo v katerikoli državi članice znotraj EU. Zagotovljena nam je svoboda izražanja in svoboda izbiranja. Zbiranja, kar vključuje pravico do svobode tiska, svobode govora in svobode zbiranja. To se pravi, na papirju to vse krasno drži. Ko pa se malo potem ozremo okoli, pa vidimo, da nam blokirajo, brišejo, onemogočajo, postavljajo pogoje. Ampak o tem nekoliko kasneje. Če imate to zavedanje, veste, da je to vaša pravica in razlika med človekovimi pravicami in človeškimi pravicami, dajte to ločiti. Človeška pravica je od Boga dana in je neodtuljiva. Nihče vam človeške pravice ne more vzeti. Človekovo pravico, ki je na papirju, vam pa lahko krši, vam jo lahko vzame in vas lahko tudi v zapor dajo, kljub temu, da so vam to pravico kršili. Ampak človeške pravice vam ne more nihče vzeti. Tako da to dvoje dajte ločiti. In potem imamo tu recimo svobodo veroizpovedi, ki vključuje pravico do svobodnega opravljanja verskih obredov po cerkvah, pravico do obiskovanja teh ustanov, pravico do duhovne rasti. Nihče tega ne sme preprečiti. In to je, sem spada tudi seveda svoboda druženja in združevanja, kar vključuje pravico do svobodnega ustvarjanja organizacij, to, kar imamo mi, Društvo za srečno življenje Belis, in pa seveda sodelovanja v vseh teh, bom rekel, združenjih, in če so dobro organizirana in če imajo statut, in lahko rečemo, da je to kar organizacija, ampak zdrava organizacija. Ker imaš bolano organizacijo, pa imaš zdravo organizacijo, kakor zdaj za koga. Potem v Evropski uniji imamo vsi svobodo izbire poklica, dragi moji prijatelji, in zaposlitve, kar vključuje pravico do svobodnega začetka podjetja. Kjerkoli v Evropski uniji vi lahko odprete podjetje. Jaz sem odprl podjetje in sem pač tle v Sloveniji in so me tukaj omejeni Slovenci rekli, Belis pa na Slovaškem denar pere. Se pravi, omejeni ljudje ali pa razne druge pripombe, zato ker ljudje pač živijo v svoji kletki in ne more pogledati, se pravi, iz tega Rubikona. Prebivalec države članice, no to je, se pravi, to so državljanske pravice. Zdaj imamo pa, to so te široke pravice, znotraj Evropske unije. Zdaj pa prebivalec, če odvzamemo EU državljanstvo,
Prebivalec pa je oseba, ki ima stalno prebivališče v državi članici. Stalno prebivališče v državi članici. To se pravi, prebivalci držav članic imajo poleg pravic in svoboščin, seveda kot državljani EU tudi številne druge pravice, svoboščine in dolžnosti. Pa si poglejmo, kako so zagotovljene s pravnim redom države članice, recimo v našem primeru Slovenije, v kateri živimo. In kaj vključujejo? Tukaj, ko živimo, pa zdaj je treba dobro vedeti, da nam pripada pravica do dostopa javnega zdravstva v državi članici, v kateri živimo, in to nam zagotavlja Evropska unija. Vi se lahko tle v Sloveniji pritožujete, komorkoli boste težko dosegali, če se pritožite pa v Evropsko unijo, bojo pa zadeve malo drugače, posebej, če vam je kršena človeška pravica. No, dve vrsti evropskih sodišč imamo, ne? Evropsko sodišče, ki je bolj politično uravnano, to je oziroma deklaracijo o človekovih pravicah iz Združenih narodov, ki je bolj politično usmerjena, in pa pravno in kazensko odgovorno Evropsko sodišče za človekove pravice, kar pa to sodišče reče in izdaja odločbo in kazen, je pa polnopravno veljavno in to sodišče lahko kaznuje, veste, tudi celotno državo. In glejte, prebivalci držav članic, pa recimo zdaj, da smo to Slovenci, imamo pravico do izobraževanja v državi članici, v kateri živimo. Zdaj, če gledamo, glejte, z te perspektive, da smo državljani Evropske unije in prebivalci Slovenije in da Evropska unija, če smo že to po ustavi, če so se tako zmenili in mi gremo s temi njihovimi pravili, glejte, dajmo skušati ta pravila, potem jih razumeti in jih na njihova pravila tudi loviti. Dobiti, igrati karte, se pravi, z njihovimi številkami. Lejte, tudi pravica do socialne varnosti spada v državi članici, v kateri prebivalci živijo. Imamo pravice do delovne zaščite v državi članici. Ja? Ampak to nam vse daje Evropska unija. Vi pa greste tle na sodišče, pa vsak zgubi. To večina pravi, zdaj, ko smo imeli COVID, pa maske nisem izgubil na sodišču. Ja, človek, seveda, to je eno lokalno sodišče, tlele ene ženske, ki pojma nimajo, ko jim študentje pišejo odločbe. Tle zdaj je sodišče, vse ste videli, postalo povsem nepotrebno, vse se relativizira, sistemi padajo, noben sistem za nič ni več odgovoren, noben ne reagira na kakršnokoli pritožbo, stanje je povsem umirjeno, kot da bi nekdo popikal z evtanazijo. Umirajo, kot da jih ni več. In pravice in svoboščine, ki jih imamo pa kot državljani EU in kot prebivalci države članice, so običajno zagotovljene s čem? Zakonodajo EU in nacionalnimi zakoni. Pravi, oboje imamo, evropsko zakonodajo in nacionalno zakonodajo. In tukaj zdaj je pa ena beseda, ki se ji reče subsidiarnost ali podrejenost zakonov. Vse to je čisto preprosto. Če vi pridete k nekomu v hišo, se morate pač obnašati tako, kakor so pravila hiše, in vprašati kakšno stvar, oziroma igrati po pravilih tja, kjer pridete. In tako je tudi zakoni. Najprej je ustava, najprej evropska, se pravi evropska pogodba, potem je nacionalna ustava in potem zakoni, ki morajo biti po 153. členu ustave usklajeni z uredbami, odloki in tako naprej. Vendar pa na lokalnem nivoju je v pogodbi piše Evropske unije, da se rešujejo za varstvo okolja, zdravja za ljudi na nacionalni, lokalni ravni, če pa tega ni sposobna država članica, šele potem pristopi Evropska unija, in tako je tudi 260. člen iz pogodbe Evropske unije, kjer je to določeno. Sicer pa mora Slovenija sprejeti na podlagi ustave, to se pravi 72. člena, kjer je zagotovljeno zdravo okolje in varno življenje, in država je dolžna za to poskrbeti. Problem je v tem, da projekte, ki jih zdaj izvajajo, niso sprejeti na nacionalni ravni, niso sprejeti v tem okviru, bom rekel, širokega konsenza nas ljudi, ampak gre za neke globalne projekte, ki ne bi smeli sploh tlele se pojavljati,
in so protizakoniti zaradi tega, ker o podpisu pogodbe ti projekti v pogodbi niso bili sprejeti, ti projekti so tuji in niso stvar evropskega prava, še manj pa slovenskega prava. In to, kar se zdaj gre v politiki, da se zakonodajo spreminjajo, kar sem jaz videl, sem bil zaprepaden in kako spretno to skrivajo. Tako da te vojne, vsi ti nemiri, vse časopisne in internetne brezvezne stvari, Kardashianke, pa velike ustnice, pa ona je dol padla. Vse to je narejeno zato, da vi ne vidite bistva stvari, kar se vam z hrbtom dogaja. Okay? V redu, gremo. Zdaj, na primer, pravica do svobode gibanja in bivanja je v Evropi urejena z uredbo 2019/1151. In kaj ta uredba določa? Ta uredba določa, da lahko državljani Evropske unije brez vizuma potujemo, živimo, delamo, se izobražujemo v katerikoli državi članici. Morda boste sedaj dojeli pravilnost in vrednost naše COVID potovalne društvene listine, ki je bila izdana v skladu z Evropsko uredbo, kot tudi v skladu s slovensko zakonodajo in v skladu z ustavo. To, kar so pisali pa novinarji, a ne, kar so pisali in govorili pa drugi ljudje, kar so pisali tisti, ki se tega niso spomnili, mogoče iz same favšije, kakorkoli bi tega po domač rekel, je pa stvar njihove presoje. Ne. Žalostno je le spoznanje, da so vse evropske države, se to ni bilo samo Sloveniji, ki so mednarodne sporazume podpisale, te sporazume v času epidemije, pandemije zavestno kršile. Ne. Mediji pa so o nas pisali, da smo mi izdajali lažne potovalne listine. Evropska unija je pa prosta, da se giblja. Ne. Ampak takrat si rabo nek list, neko potrdilo, ki ga izda država in po 145. členu ustave društvo lahko deluje v in za ime države. Tudi tega niso vedeli in še danes marsikdo od pravnikov ne ve, od novinarjev pa itak delajo, pišejo samo še po nareku, njim ni treba nič več razmišljati, oni z drugo inteligenco zdaj razmišljajo, zdaj so samo še pajacki na nitkah. Ne. Kar je pa še bolj žalostno, na medijsko stroko, ki ne pozna etike, mi je zelo žal, ne morale poročanja, kaj šele zakonov evropske in pravne urejenosti. Redki so, ki poznajo, ampak so dobro plačani, da so tiho. Potem druga stvar, pravica do dostopa do javnega zdravstva. Ko se bomo tega zavedali, bomo res skočili v zrak. Jaz vas zbujam. To je zagotovljeno, gledajte, z nacionalnimi zakoni vseh držav članic. Naprimer, Slovenija je pravica do dostopa do javnega zdravstva zagotovljena s katerim zakonom? No, dajte mi povedati. Zakonom o zdravstvenem varstvu in zakonom o zdravstvenem zavarovanju. Kaj ta zakon določa? Ta zakon določa, da imamo vsi državljani Slovenije in prebivalci Slovenije, ki so vključeni v zdravstveno zavarovanje, pravico do dostopa, ne da te pri vratih obrne. A veste, kaj je to? Če ti plačaš uslugo, moraš imeti pravico do dostopa. In pol una sestra tam se obnaša, kot da je v svoji sobi, je v javni zgradbi, ki niti ni njena, ki je bolj vaša kot njena, zato ker jo vi plačujete, a ne? In če si človek vključen v zdravstveno pravico, pravico do dostopa do javnega zdravstva, ne vem, zakaj si te pravice ne vzamete, pa če tudi je treba s tožbo, ampak najprej je treba seveda ime in priimek osebe vzeti. Dobro, gremo naprej še par drugih stvari povedati. Pravice prebivalcev držav članic, med pomembnejše, če jih še enkrat naštejemo, se pravi dostop do storitev, izobraževanja, zdravstvo, socialne pravice. Ne smemo dopustiti, da bi nam tu karkoli krajšali. Potem imamo vsi enak politični status v vseh državah, v katerih prebivamo. Se pravi, imaš pravico do volitev, sam ne moreš pa izvoliti, ne, ker ga drugi izvolijo. V tem je pravica. Je treba tudi paziti, kako se temu reče. Lokalne odbore imamo seveda pravico sodelovati, tako kot piše v ustavi. Kaj smo že rekli, mislim, da je 44. člen ustave, kjer piše, da lahko seveda vsi delamo v državni upravi, sodelujemo pri odločitvah. Seveda, dokler vas ven iz sobe ne pošljajo. In če sprejmete pošiljanje ven iz sobe, ste si sami krivi.
Zato, ker ti ljudje, ki pošiljajo ven, imajo masla 100-krat več kot vi in take ljudi sploh ne treba poslušati. Samo prijaviti, ker kršijo ustavno pravico do sodelovanja v družbenih zadevah. Imamo pa seveda tudi, veste, obveznosti prebivalci. Seveda, zdaj, mi imamo v glavnem samo obveznosti, glede na to, kar nam država ponuja. In katere pa so najbolj pomembne obveznosti znotraj EU? Jasno, kot beli dan, plačilo davkov. Vsi plačamo davke, plačujemo vse te ljudi in potem nam oni komandirajo, kaj bomo mi delali, namesto da bi mi njih komandirali, kje naj kaj naredijo, da bo nam boljše, ker mi plačujemo. Davke pa je država dolžna uporabljati v korist državljanov Evropske unije, ter z njimi odgovorno upravljati za dobro prebivalstva in ne v namene, ki niso z voljo ljudstva, ali za projekte, ki so izven Evropske unije in izven nacionalnega programa Republike Slovenije. Veste kaj? Tukaj bomo morali mi postoriti še zelo veliko delo. Zelo veliko. Med pomembnejše obveznosti spadajo pa tudi seveda spoštovanje predpisov in zakonov. Mi smo vsi na cesti kaznovani, ker kao mi ne spoštujemo zakonov. In pol se jaz vprašam, kdo ne spoštuje zakona in zakaj so fiktivni zakoni in zakaj na vsakem koraku globe? Zato, ker ti ljudje sodijo po sebi, ker ti ljudje, ki so zdaj v državni upravi, v javnih ustanovah, uslužbenci, v državni pravi, v glavnem oni kršijo vse zakone in potem to preslikavajo na nas, državljane oziroma prebivalce, in mi moramo zdaj poleg davkov še kazni plačati, tako da ti na koncu še za kavico ne ostane, niti za pivo, kaj šele, da bi kulturno preživel do konca meseca. Namreč, v primeru kršitve zakona je vsak državljan EU o tem dogodku dolžan obvestiti odgovorne organe v ustanovah evropskih institucij, ki so zadolžene za pregled prijavljenih kršitev. Mi smo kar za vsem zadovoljni, vsakdo te lahko nadere, vsakdo ti lahko reče, kaj si, vsakdo te lahko nekam pošlje, mi to mirno požiramo. Vsak ta majhen policajček tam na cesti te lahko ustavi in za osebno vpraša, kar sploh ne more biti. Ministrstvo to ve, pravosodni organi to vejo, država to ve, ampak ker gre za biznis, se pač to počne, zato ker mi to dovolimo, da nam kršijo ustavno pravico, svobodo gibanja. Dobro veste, da je samo poskus ustavitve osebe kaznivo dejanje. Poskus preiskave je kaznivo dejanje po kazenskem zakoniku. In če vas policist ustavi nekje na cesti, vas je zalezval z namenom prisilnega kontakta, spet kaznivo dejanje. Ampak oni se to učijo, mi se s tem nimamo časa ukvarjati in rajš dam 20 evrov, sam da imam mira, ne? Mislim, ok, 20 evrov. 20 evrov krat 2 milijona 100, krat 5-krat na leto, pa si seštejte, kakšno neumnost počnemo in kam gre ta denar? V cepiva, pol nas pa s tem ubijajo. Recimo, ne, v budžet državni. In gledajte, to je prelom vladavine prava. Kaj to je? To je situacija, v kateri se vladavina prava, torej načelo, da je država in njeni oblastniki omejeni z zakonom, namesto da so oni omejeni z zakonom in zakoni in da smo vsi pred zakonom enaki, ona krši in se namensko ruši. Se pravi, država namensko krši zakon z namenom rušitve pooblastil drugih institucij, za svoje kršitve zelo lepo potem poskrbijo s tem, da vplivajo na sodišče in tako naprej, in to je v bistvu zlom prava, vladavine prava. In zdaj gledajte, kaj se lahko zgodi. Ko se pravo več ne spoštuje, takrat rečemo, da nam vladajo pravi namesto pravo. To se pa lahko zgodi na različne načine, ko nam vladajo pravi namesto pravo, ko pride do zloma prava. In to se je v Sloveniji zdaj zgodilo in dogaja. Če se oblast drži zakonov, ki so v nasprotju z ustavo ali mednarodnimi pravnimi akti, ali če ne izvaja zakonov, ki so v redni pravnomočni veljavi v državi, takrat pride do take situacije.
Kdaj še pride do take situacije? Če se oblast ne odziva na zahteve, na odgovornost, kakor zdaj le v COVID-u, gledajte, kaj so nam počeli, noben ni odgovoren. Če ne odgovarja za svoje napake, zlorabe, izrabo moči, ali pa če ščiti tiste, ki so koruptivni, odgovorni, samovoljni in kot oblastni, polni sebe, odgovorni za kršitve vladavina prava. Če država take ščiti, veste, da gre za zlom prava. Kdaj se to še vidi? To se vidi tudi takrat, kadar se omejuje neodvisnost sodstva, kadar so vsi sodniki pod vplivom, ko vsako sodnico in vsakega sodnika držijo za jajca in dela in obsodi tiste ljudi, ki so moteči na njihovi poti, korupcije, laži in kršitve zakonov. In to vpliva na sodnike pri odločanju, ali pa če se omejuje recimo sodno avtonomijo. Če se kršijo temeljne človekove pravice iz deklaracije človekovih pravic. Dobro veste, koliko kazni je Slovenija že plačala. Ljudje so si znali vzeti čas, so šli do ESČP v Evropski uniji in seveda Slovenija je morala plačati. Nikoli ne povedo za vse kazni, skrivajo, mediji ne objavljajo, zato ker delajo z roko v roki. Torej, dragi moji prijatelji, prelom vladavine prava, veste, je huda stvar, ima zelo resne posledice za celotno državo, posebej pa za nas, prebivalce. Zelo močne, ker vodi do nestabilnosti, vodi do nasilja, vodi do kršitev človeških pravic. Primeri preloma vladavine prava pa so v zgodovini, recimo, da boste imeli malo boljšo predstavo, se vem, da to poznate. Evo, nacistična Nemčija, Sovjetska zveza. Pa dajmo še malo Jugoslaviji reči. Potem to so vse nekdanje avtokratske države, kot na primer Kitajska, Rusija. Tam je vladavina prava in kaj je zdaj v celoti? Nespoštovanje prava. Zakaj? Ker oblast nima zakonskih omejitev in zato brez sankcij lahko krši človeške pravice in človekove pravice, mada so človeške pravice neodtujljive. Ne? Prelom vladavine prava je, veste, globalna težava. In kam vodi? Prelom prava vodi v en svetovni red. In če pa en človek dobi vso oblast v roke, vse zakone in se jih izmišljuje in nihče nima nobene pravice kaj reči in smo vsi pod digitalnim nadzorom, to dejansko lahko zadene in prizadene vse države. In kaj ravno proti temu se borimo? Ne smemo dovoliti prelom, zlom pravne države. Moramo se boriti za svoje pravice. Pomembno je, da se proti temu borimo in si zagotovimo, lejte, da si vladavino pravo zagotovimo in s tem ohranimo naše čisto osnovne človeške od Boga dane temeljne pravice in jih zaščitimo zase, za naše otroke in za prihodnje rodove. In kaj je zdaj, na kaj moramo biti pozorni? Kdaj se zgodi kaznivo dejanje zoper pravosodje? Dobro poslušajte. Namreč nekdo, ki sedi na kavču in po televiziji gleda, kaj se dogaja, pa tistega človeka pozna in nič ne naredi. Ve, da je lopov, ve, da ubija, ve, da krade, ve, da golfa in to mu postane normalno. To, kar smo prej poslušali pri govoru, pri novinarju, ki je povedal, tam je to stanje postalo povsem normalno. Absolutno neobčutljiva družba za taka dejanja. To se pravi, opustitev ovadbe, da se pripravlja kaznivo dejanje. O tem govori 280. člen Kazenskega zakonika in sicer glasi takole. Kdor ve, da se pripravlja kaznivo dejanje, za katero je zakonom predpisana kazen 3 ali več let zapora, pa ga v času, ko se je dalo še preprečiti, ne naznani in je bilo dejanje poskušeno, pazite, samo poskušeno ali dokončano, se kaznuje z zaporom do 1 leta. Vsak od nas je po zakonu dolžan prijaviti kaznivo dejanje. Če se pripravlja ali če se je naredilo, nima veze. Dajmo pogledati en tak sodni primer. Jaz sem pripravil en sodni primer, recimo, da sem sodnik ali pa ne vem, nekdo, recimo sodnik,
dragi obsojenec, ste bili obsojeni na 1 leto zapora zaradi opustitev ovadbe, da se pripravlja kaznivo dejanje. Sodnik je obsodil toženca, ker ni naznanil, da se pripravlja kaznivo dejanje. Kaznivo dejanje, o katerem je obtoženec vedel, je bilo kaznivo dejanje, za katero je zakonom predpisana kazen 3 ali več let zapora. Kaznivo dejanje je bilo poskušeno ali dokončano, obtoženec pa je bil obsojen na zapor do 1 leta. Sodnik je v obrazložitvi obsodbe poudaril, da je obtoženec imel dolžnost, da naznani kaznivo dejanje, ki ga je vedel, za katerega je imel informacije. Obtoženec je namreč vedel, da se kaznivo dejanje pripravlja in bi ga lahko naznanil in s tem preprečil kaj? Da bi bilo izvršeno, da bi bila druga življenja zaščitena, da bi druge ljudi zaščitil pred krajo, pred življenjem. Torej, obtoženec je s tem, ko ni naznanil kaznivega dejanja, zavestno sodeloval pri kriminalu. Ponavljam ta stavek za vse nas. Obtoženec je s tem, ko ni naznanil kaznivega dejanja, za katerega je vedel, zavestno sodeloval v kriminalu. Obsodba obtoženca pa je pomembna v tem primeru in tudi ta člen je zelo pomemben, ker kaže, da sodišča resno jemljejo kazniva dejanja, ki so povezana z opustitvijo ovadbe. Kazen, ki je bila obtožencu izrečena, je pa tudi primerna, saj odraža resnost kaznivega dejanja, ki ga je obtoženec storil, čeprav ni storil ničesar. In zato, ker ni storil ničesar, kar bi mogel, je obsojen. Okay? Obsodba obtoženca je tudi pomembna še z enega vidika, ker nam vsem sporoča, tebi, meni in vsem nam tukaj sporoča, da moramo vsi ljudje, ki vemo za načrtovanje kaznivega dejanja, to, da so cepiva strupena, to, kar naprimer sem jaz zaznal, vam v resnici povem, da sem zaznal veliko kršitev zakona Evropske pogodbe, kršitev zakona med Slovenijo in predvsem Evropsko unijo, verjetno se počne po vseh državah, modus operandi, ampak jaz sem to zaznal, sem šel preverjati, videl sem, pogledal sem zakonik, pogledal sem v uradni list, pogledal sem Državni zbor, njihove urnike in pogledal sem vseh 26 zakonov, ki so jih spremenili, ljudje pa o tem ne vemo nič, za hrbtom. S tem, da je Ustavno sodišče ključen zakon, po katerem sprejemajo, zadržalo, podobno kot za maske. Predsednik Ustavnega sodišča pa na Dunaju predava, kako z rednimi pravnimi sredstvi uvajati agendo in si pomagati, da se bo to speljalo. To se pravi, vsi delajo proti nam. Ne? Samo s prijavo lahko pomagamo preprečiti, da bi bilo kaznivo dejanje izvršeno. Upamo samo, da sodišče za človekove pravice tudi ni v kompletu kupljeno, kljub vsemu pa menim, da morajo, če so v službi in zato plačani, delati vsaj po določenem pravilniku in če se jih tako stisne, da ne morejo dati nasprotnega mnenja, da ne morejo nasprotnih stvari dokazati, potem je stvar jasna, zato ker mi imamo tukaj dejstva. Jaz sem za 70 strani dejstev nabral, pa še jih imam. Vključno s pismom predsednice republike, ki govori, da naj vendar ne zastrupljajo vodo, ker ljudje moramo preživeti. Če o kriminalu molčiš, zavestno sodeluješ. Ok? In zdaj vam povem še eno zgodbico za lahko noč, za zaključek te naše zgodbe. V majhnem slovenskem mestu je živela Ana, plemenita, čudovita oseba. Verjela je v pravičnost, v vladavino prava, recimo temu, a ne? In nekega dne Ana sliši, da se v mestu dogaja nekaj čudnega, nekaj sumljivega. Govorila je, da se v neki določeni mizarski delavnici ustvarja orožje, ki bi bilo v neki drugi državi uporabljeno za teroristični napad. In jo je čisto šokiralo, je bila pretresena. In ženska je vedno proti nasilju in nikoli ne privošči drugemu, da bi trpel ali kakšno drugo škodo bil deležen.
In se je odločila, da o tem, kar je slišala, da bo povedala policiji. Zdaj se ji pa začelo po glavi motati, veste, tisto vprašanje. Kaj pa bi bilo, a ne, če bi se mi potem, veste, jaz to prijavil in oni bi se mi maščevali, ker so kriminalci. Bila je zaskrbljena, prepričana, da se jih lahko maščujejo, če bi izvedeli, da je ona tista, ki je povedala policiji. Ana ni mogla spati celo noč, cel teden, v mislih so se ji vrtele vse možne filmski scenariji, posledice, če bi povedala policiji, če ne bi povedala. In na koncu tisti glas notranji je bil močnejši, je sklenila, da mora iti in narediti, kar je prav. Torej, šla je na policijsko postajo in povedala, kar je vedela. In policija, hvala Bogu, je zadevo vzela resno, razumela, začela preiskavo in po nekaj dneh so odkrili, da je Ana dejansko govorila resnico. In v tisti mizarski delavnici tam noter so našli orožje, ki bi se lahko uporabilo za teroristični napad, za še večjo in ogromno škodo. Seveda so jo pohvalili, policija je povedala, da je s tem rešila veliko življenj. Res je bila vesela, da je storila, kar je storila prav, vendar pa je bila tudi pretresena. Videla je, kako lahko molk o kriminalu pripelje do grozljivih posledic. Groznih in grozljivih posledic. Vladavina prava torej je ključna za varnost in blaginjo vsake družbe. V vladavini prava so vse osebe enake pred zakonom in nihče ni nad zakonom, nihče pod zakonom. V pravi vladavini prava. To pomeni, da smo vsi odgovorni za svoja dejanja in da jih lahko država kaznuje, če se krši zakon. Poudarjam, samo če se krši zakon, ne morejo vas kaznovati za nič drugega. Zakon o cestno-prometnih pravilih je zakon o pravilih. To ni kršitev zakona, ampak kršitev pravila. In to, da napišejo kazen, ni prav, to bi moglo sodišče potem odločiti o teh stvarih. Ampak to je tako, kot je. Ko nekdo molči o kriminalu, dragi moji prijatelji, omogoča, da kriminalec ostane brez kazni. In tudi kazenski zakonik je narejen, da ima na koncu vsakega člena, da moraš seveda dati predlog. Predlog pomeni prijaviti kaznivo dejanje. Ljudje pa niti ne znajo predloga narediti, niti ne vejo, da člen obstaja, po katerem se da to narediti. Prepuščajo to državi, zato pa smo trenutno v taki situaciji. Zakaj? Zaradi naše neaktivnosti. Je pa tudi res, da plačujemo ljudi, ki jih bo kmalu več v državni upravi, kakor je državljanov Republike Slovenije. To pa lahko vodi do nadaljnjega kriminala in krši pravice nas državljanov in naredi še več žrtev. Kar se pa kriminala tiče, vsak od nas, seveda tudi od uradnih oseb, ampak oni držijo skrb, ker jim je fajn kavo piti, plačo mesečno dobivati, pa ljudi po glavi tolčiti. Pa se iti po eni strani žrtev, po drugi strani pa gospoda. Ko prijavimo kriminal, kaj se zgodi? Pomagamo zagotoviti, da je krivec kaznovan. Za krivca rabimo pa ime, priimek, čas storitve, kraj storitve in seveda prijavo, pa še kaj. Zgodba o Ani, če vzamemo, je tudi čustvena, ampak glejte, pravna, moralna in etična poučna zgodba. Pokaže nam, kako lahko molk o kriminalu vodi do grozljivih posledic, hkrati pa nas spodbuja, da se borimo za vladavino prava in da prijavimo kriminal, ko ga opazimo. A veste, pri nas se pa reče, on te pa izdal, on pa to, Ne, če nekdo nekaj narobe naredil, se ga prijavi in potem se to razve. Pol ljudje potem ali drugače razmišljajo. In če zaključimo s to spodbudno zgodbo, da je bila Ana nekako nagrajena za svoje dejanje, se je pomagala rešiti veliko življenj. Kaj lepšega? Vse življenje bi se grizla, če ne bi prijavila, tako pa je življenje šlo njeno povsem v drugo pot. To je dokaz, da se dobro vedno poplača in da je vredno vedno boriti se
za pravo in pravičnost. Hvala lepa, ker ste bili z menoj, ker ste poslušali in slišali, kar je bilo rečeno. Upam, da si boste vsaj kakšen stavek vzeli za dobro. Hvala lepa.